Kaj v bistvu Južni tok pomeni za Slovenijo, projekt plinovoda? Ja, kot smo že večkrat poudarili, kratkoročno zagotovo priložnost za slovenska podjetja, predvsem gradbena podjetja. Kar se pa tiče energetske oskrbe, zagotovo pomeni večjo zanesljivost oskrbe slovenskega tržišča. Kar se pa tiče podjetij iz energetskega sektorja, pa z Južnim tokom dejansko postaja Slovenija pomembno transportno vozlišče in tule seveda potem se na nek način tudi pojavljajo določene priložnosti, da postanemo tudi pomembno trgovalno vozlišče za regijo. In kaj to v bistvu pomeni tudi za Geoplin? Za Geoplin to pomeni priložnost več vidikov. Kot veste, mi smo 100% lastnik plinovodov, tako da tudi iz tega vidika je za nas sam projekt izredno pomemben, ampak tudi je pa pomemben z drugega vidika, to je čisto trženjski vidik, se nam na nek način povečuje splet možnih dobavnih poti in pa seveda tudi virov. Vaše podjetje Komita je edino slovensko podjetje, ki je v tem prestižnem klubu EBC-a. Zakaj je to pomembno? No, to je pomembno predvsem zaradi tega, da pač si v družbi nekih firm na področju energetike in seveda tudi na področju bančništva. In seveda tukaj v neformalnih stikih lahko pač dosežeš tudi kakšno stvar, ki sicer ne bi dosegel v poslu. In kakšne so vaše izkušnje sodelovanje z Gazpromom, glede na to, da z njimi sodelujete neposredno? Ja, naše izkušnje so zdaj v zadnje čase zelo dobre. Je pa res, da seveda to se ni zgodilo čez noč, ampak mi smo tam prisotni že kakšnih 15 let, tako da pač vemo, kako poslujejo, kako funkcionirajo. In seveda to je velika vrednost. Je pa tako, da seveda na začetku je pa treba precej vložiti in energije, predvsem energije in tudi denarja za to, da pol priješ do te točke, da pol lahko normalno z njimi posluješ. Kaj pa v bistvu to pomeni za slovenske uporabnike? Bo plina več, bo cenejši? Za plin res govorimo, da je modro zlato, in tudi danes je bilo večkrat omenjeno tudi strani gospoda Millerja, da prihaja zlata doba zemeljskega plina, ampak kot ste že sami omenili, Južni tok je tranzitni plinovod, tako da večina tega plina bo dejansko transportirana čez Slovenije do italijanskega tržišča, ki je izjemno veliko tržišče, nekje na nivoju 80 milijard. Za primerjavo v Sloveniji porabimo približno milijardo plina, tako da na nek način seveda to pomeni tudi dodatne možne dobave za slovensko tržišče, vendar v osnovi je Južni tok tranzitni plinovod. Če nekdo pač nekaj kupuje z razlogom. Zdaj, če hočeš tega prepričati, da ne kupi od tebe, moraš prvič moraš imeti dober produkt, moraš imeti dober marketing in potem še, ko to vse narediš, ne smeš imeti problemov pol, kar si prodal. No, mi smo vse to naredili in nam je to uspelo, ni pa lahko noter prijeti nekam, recimo, kot novinc. Tako da recimo, zdaj, če ima še kakšno drugo slovensko podjetje ambicija, da bi se vključilo v ta sistem v Gazpromu, in mi lahko pomagamo, da prijejo noter, ker pač vemo, kako funkcionirajo. Kakšen posel ste sklenili s tem Gazpromom in so še kakšna druga podjetja znotraj tega sistema slovenska skupaj z vami ali ste? No, vsej mi kot inženiring firma ali pa kot sistemski integrator vključujemo veliko število podjetij iz Slovenije. Moramo pa recimo, zato da imamo končni izdelek, moramo še kompletirati s kakšno opremo, ne vem, iz Nemčije, Amerike in potem seveda to kot sistem prodamo na ključ Gazpromu. Recimo primer je upravljanje plinovodov v Rusiji, magistralnih plinovodov. Smo mi dobavili telekomunikacijsko opremo, na osnovi katere potem oni upravljajo plinovode in imajo tudi telekomunikacije preko tega. Koliko plina bo v bistvu Slovenija dobivala preko tega plinovoda? To pa je danes težko vprašanje. Kot smo prej omenila, Slovenija porabi približno milijardo. Jaz si želim, da bo ta poraba z leti se večala, glede na trende, ki jih spremljamo v Evropi, glede na povedi, katere smo tudi danes slišali. Bi si želeli seveda, da se ta poraba povečuje. Se plin nazadnje med fosilnimi gorivi najčistejši energent, zato ga večkrat tudi omenjajo kot naravni most v nizkoogljično družbo. Zelo dober je tudi v spregi z obnovljivimi viri energije, ki so dejansko zelo variabilni. Predvsem tukaj govorimo o sončni energiji in pa vetrni energiji in kot je zelo lep spremljevalec teh obnovljivih virov energije.
Tako da seveda mi si želimo, da bi poraba plina in tudi kot Geoplin spodbujamo vse projekte, ki vodijo k večji porabi plina na slovenskem trgu. V času krize je tako, da seveda se pozna toliko, ker se stvari dogajajo na malo nižjem nivoju, ampak v Rusiji se zdaj to ne pozna tako veliko. Rusija še zmeri bo imela letos, mislim, da bo imela rast družbenega produkta okoli 4% in tudi za naprej pričakuje to. Tako da oni ne doživljajo te krize tako hudo kot mi. Drugače imamo pa še recimo en posel z Gazpromom na celotni trasi Južnega toka. Smo se zmenili, da bomo pač formirali skupno firmo z njimi, ki bo investirala, financirala in potem upravljala telekomunikacijski del na celi trasi Južnega toka. Kdaj bo ustanovljeno to podjetje? To bo zdaj v kratkem, v roku enega meseca.